Živijo. Zadnjič ste mogoče opazili, da sva z mojo ženo sprobavala, če lahko drugega rešva v primeru nesreče in sva oba dva praktično umrla. Zato sem rekel, da moram delati na sebi, da rabim več moči in zato sem prišel v delavnico, da raščam boljši človek, boljši mož, boljši novinar in da ratam bolj fit. In zato sem prišel do Coach D-ja, da z meni nekaj naredi. Kje si Coach D? Počas, umirimo konje. Ne kaže dober, ampak se bova potrudila, a prav? No prav. Dajmo začeti, da z Lukija nekaj naredimo. Ja! Ajde, gremo v akcijo. Ok, bova zdaj le videla, koliko si fit. Skočiš, se dvigneš gor, spustiš. Ajde. To jaz lahko naredim, to jaz čutim, da lahko naredim. Prej kar visok. Dej, jaz mislim, da lahko, kar dvigam se gor, ajde. Ajde, kar skoči. Joj, deva tole klopco, ja, mogoče bo lažji. Ajde. Prdno sem. Joj, veš kaj? Zdaj tako, Luki, ti si novinar, ajetko, se pravi ti velikrat vzemaš tudi izjave in vse, tako da delaj tale mikrofon vzam, dej elastiko čez, pa boš dvignil, pa boš mene vprašal za intervju. Prav? Ajde, gremo. Ena. Dobar dan, lahko dobim vašo izjavo? Dva. Dobar dan, lahko dobim vašo izjavo? Tri. Dobar dan, lahko dobim vašo izjavo? Ajde, zdaj imamo pa daljši intervju, greva gor in drživa, ajde, štiri. Dobar dan. Aha. Super, še mal. Bravo, super, odlično. Dobar dan, lahko dobim vašo izjavo? Super, ker greva dalje. Ampak to se mi zdi, da je tudi dobra vaja za kaj drugega. Ok, to zdaj znam, ampak kaj je naslednje, Coach D? Luki, počas, umer konje. Skratka, velikrat je gužva, ko hočeš kakšen intervju ali pa hočeš koga iti iskat. Se pravi, zdajle se bova prebijala čez gužvo oziroma bova simulirala, ok? Naštimaš se, tukaj se nastaviš in potem samo gasa čez gužvo. Ajde, 5 minut, ajde. Daj energije malo več zdaj v sebe, ajde, odlož mikrofon pa greva, ajde. Ok, tam je David Urankar in hočem njegovo izjavo. Greš! David, hočem tvojo izjavo! Bravo, Luka! Poglej, kako si tako dober kolesar! Ja, poglej, daj mi izjavo! In, kako naprej? Luki, Kako naprej? Umeri se, Luki, zdaj pa tako, včasih nimaš veliko časa, da pobereš izjavo, pa moraš biti iznajdljiv pa hiter. Se pravi, se spuštiš nizko, narediš premalo, izjava. Ok, zdaj si pa ti naredil. Ok, imam to, tebe hočem izjavo. Ajde, gremo. Prebijem se čez. Naredim premalo, pa lahko dobim vašo izjavo, prosim. Vrhunsko. Ja, lahko dobim vašo izjavo. Mislim, da to imam. Mislim, da za novinarja imam, ampak jaz hočem biti tudi boljši mož. Hočem za svojo ženo poskrbeti, da jo lahko rešim, da lahko za njo poskrbim. Luki, imam idealno vajo zate. Gremo! Ok, Coach D, dal si mi ta jajca gor. Kaj ne zdaj z njimi delam? Kako kaj? V rivi? Ja. Coach D, zdaj so videla, da imam jajca, dal si mi ta 20-kilski brezrokavnik, tako da kaj je naslednja vaja, jaz hočem biti dober mož. Luki, počas. Dober mož ne pomeni biti samo dober laver pa imeti velika jajca. Ok? Imam eno idealno vajo zate. Pejmo! Jaz sem mislil, da je dejansko kakšna vaja. Joj, veš kaj, tamle si bil malo površen, pečatjale malo posesat, no? Da, draga. Ok, Coach D, zdaj vidimo, da fizično sem vedno boljši in kmalu se bom lahko tudi dvignil. Dober novinar se mi pomagal postati, mislim, da tukaj imamo te fizične stvari čez dane. Boljši mož, boljši laver, mislim, da to tudi imava, ampak to nič ni vreden, če nisi še boljši človek. Kaj lahko naredim, da sem boljši človek? Točno to. Prvo, najbolj pomembno je, da si dober človek, ampak najbolj pomembna stvar je, da daš iz sebe vso negativno energijo v stres. Imam nekaj idealnega zate. Ok. Prav, vso jezo dati v sebe, vso negativno energijo v stres. Dajmo to narediti! Počas. In kaj je zdaj? Na železarske proge delam, ali kva? Zdaj si zagrabil tole macolo, zdaj pa daj vso to energijo ven, pa sam tolč. Ok. Sam tolč, Luki. Zdaj pa greva v akcijo, ajde. Zakaj nimam svoje oddaje?
Ok, coach D, kaj je naslednja stvar na moji lestvici, da postanem boljši človek? Evo, za naslednjo stvar boš rabo pa vrečko, pa greva kar ven. Vrečko je napolnjeva s čem, da jo dvigujem? Seveda. Ok. To, pazi hrbet, nižje v počep. Pazi hrbet. Tako, ja, vidiš, to je pravilna drža. Ej, alo človek, ej, lučuj. A ja, seveda, odpadke lučevati. Ok, roke sem si umil in mislim, da sem malo boljši novinar, malo boljši mož, malo bolj fit in tudi malo bolj človek. Kaj naslednje, coach D? Luki, glej, situacija je taka. To je bil šele prvi trening od mnogih. Bil si zelo priden, tako da mislim, da si zaslužiš pauzo in se greš lahko tjale malo pohladiti. Prav? Pohladit! Davor, zdaj malo hitrejši ritem, no, bolj ne piha. Joj, ta Luki. Jure, čisto razumem. Penina je mlačna. Alo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.